Problem slovenske Istre v tem trenutku je vodooskrba, potem premalo pozornosti dajemo infrastrukturi. Mi vemo, da že preko 20 let imamo projekte, ki so neuresničeni še vedno, in ti projekti se nanašajo na ceste, na cestno povezavo Izola-Sečovlje oziroma Koper-Dragonja. In v tem Kopru poleti tudi domačini ne moremo priti z enega konca Kopra do drugega v relativno kratkem času. In to je velik problem. Poleg tega seveda pričakujem tudi, da se bo začel graditi tretji tir. Predvsem politična neobremenjenost. Pred 4 leti sem se podal v politične vode torej na lokalnih volitvah. Letos sem bil povabljen kot kandidat državnozborskih volitev in zaradi tega nimam nobenih hipotek iz preteklosti, nobenih zamir, nobenih neuresničenih obljub in zaradi tega se mi zdi, da je prav, da se podajam v to okolje, ker ni dovolj kritizirati, ni dovolj govoriti, da smo vsi enaki, ni dovolj govoriti, da se nič ne da, potrebno je vstati, potrebno se je zmigati, oprostite izrazu, in potrebno je kaj narediti in šele potem ugotoviti, ali se da ali ne. Ne da se, ta beseda zame ne obstaja. Če je volja, se da. Praktično jaz nimam teme, o kateri se ne bi s stranko strinjal. Jaz sem se pridružil tej stranki zaradi njenih vrednot, ki jih zagovarja, zaradi programa, ki ga ponuja, in tukaj imam dokaj identična stališča. Mogoče tu in tam mislim, da smo premalo glasni takrat, kadar je treba povzdigniti glas v podporo pravičnemu sodstvu in pa odločnemu ne korupciji. Jaz sem človek dialoga. Jaz pogosto navajam, da je pomembna ideja, da je pomemben program, da je pomemben projekt in da skupno dobro Slovenije ni odvisno od barve stranke. Da lahko tudi z drugega političnega bloka in od ljudi drugačnega svetovnega nazora pridejo dobre ideje, zato pa je trebno poslušati, premisliti in šele potem govoriti. Ne a priori zanikati vsak predlog, ki prihaja z druge strani.